Igor Rus, doktor medicine, predstojnik internističnega oddelka Splošne bolnišnice Jesenice. Pred dnevi ste obeležili 40 let centra za dializo. Kakšni so bili začetki v Splošni bolnišnici Jesenice, ko ste začeli zdraviti bolnike z dializo? Začetku se jaz ne spomnim, ampak tukaj bi bilo treba izpostaviti predvsem dr. Andojška, ki je pred kratkim preminil. Dr. Andojšek je bil internist, takratni direktor Splošne bolnišnice Jesenice, ki se je zavedal potreb in izzivov tedanjega časa in potreb gorenjske populacije po dializnem zdravljenju. In 8. marca leta 1982 je ob pomoči kolegov iz Univerzitetnega kliničnega centra izvedel prve hemodialize pri 12 bolnikih iz gorenjske regije v dializnem centru, ki je imel tedaj 5 dializnih mest, bil relativno sodobno opremljen in seveda ob pomoči in entuziazmu in sodelovanju vseh medicinskih sester, ki so se učile tudi dialize, se je potem ta center počasi skozi leta dogradil, nadgradil in tako da je trenutno center relativno modern, ampak kot ta bolnišnica seveda v premajhnih prostorih. Hemodializa poteka pri vas? Pacienti se vozijo z gorenjske regije, to se pravi iz spodnjega dela gorenjske regije. Treba je vedeti, da na Gorenjskem obstaja še privatni center, to je v Naklem, kjer imajo bistveno večje število bolnikov, predvsem zaradi tega, ker imajo večji zajem, ne? Tam je še Kranj, Škofja Loka, medtem ko pa na Jesenicah pa seveda dializiramo bolnike iz tega spodnjega konca Gorenjske. Ponavadi hodijo 3-krat na teden, po 4 do 5 ur. Delamo v 3 turnusih, 3-krat tedensko, tako da in pa seveda skrbimo tudi za vse bolnike, ki rabijo dializo zaradi drugih bolezni, ne, kot akutno odpoved ledvic, to so bolniki, ki so v intenzivnih enotah. Poleg tega seveda dializiramo bolnike, ki načeloma hodijo v Naklo, ampak so hospitalizirani v tukajšnji bolnišnici zaradi drugih vzrokov in pa seveda nekaj tudi turističnih dializ naredimo. Kako pogosto pa morajo taki bolniki ostajati v bolnišnici oziroma kako pogosto morajo hoditi na hemodializo v Splošno bolnišnico Jesenice? Kakšna je diagnoza? Praviloma je 3-krat tedensko po 4 do 5 ur. 3-krat tedensko do 4-5 ur, to je pač zlati standard. Treba se je zavedati, ne, da pri zdravem človeku ledvici delata 24 ur, 7 dni v tednu, medtem ko pa pri bolnikih z odpovedjo ledvic, ne, pa delajo ledvica, umetna ledvica, kakor tukaj vidite aparat in tukaj ledvica, pa dela samo 3-krat na teden po 4 do 5 ur. Ne. Tako da v tem času, v vmesnem času seveda pacienti so podvrženi določenim omejitvam, predvsem kar se tiče vnosa tekočine. Seveda je tukaj na mestu tudi dietna prehrana in tako naprej in pa seveda jemanje določenih zdravil. Kakšna je življenjska doba preživetja kroničnega bolnika z obolelimi ledvicami, ki prihaja na dializo? A veste, kako je? Dializa je seveda z razvojem tehnologije zdravil tako napredovala, da omogoča praktično normalno življenje in tudi preživetje. Mi imamo bolnika, ki hodi na dializo zdaj že 39. leto. Je pa seveda definitivno zdravljenje končne ledvične odpovedi, je pa seveda presaditev. Kaj mora vedeti vsak tisti, ki prihaja na dializo? Mi imamo tukaj v dializnem centru precej dobro šolanje, odnosno edukacijo bolnikov. Bolniki so seznanjeni z načinom življenja v smislu redne telesne aktivnosti, dietnega prehrane, omejitve tekočine, rednega jemanja zdravil. Tako da tukaj gre za sodelovanje med nami in pa med bolnikom. En konsens, ki pa omogoča praktično normalno telesno življenje in pa preživetje. Vi prihajate na hemodializo v Splošno bolnišnico Jesenice. Kako ste zadovoljni? Zelo sem zadovoljen, res. Tako da... Kakšne so vaše težave? Ledvice ne delajo več. Že dolgo? 2 leti.
2 leti, kar mi je odpovedala ledvica. In če ne bi bilo tega stroja, tudi meni več ne bi bilo. Kolikokrat na teden pa prihajate tukaj na Jesenice? 3-krat na teden, po 4 ure. Prihajate sam ali vas kdo? Sam. Se potem tudi sam odpeljate? Čist normalen. Ni nobenih preprek. So kakšni učinki taki neprijetni? Ne, Ne? nič. Bolj se počutim. To je vse, kar je. Jemljete zdravila? Ja, tudi, ja, seveda, za protestiranje krvi in tako naprej. Drugače pa, ok, super. Želim vam, da ostanete taki še naprej. Hvala.